Šarčeve televizijske načrte pa je že zasenčilo nova afera. Ta začuda ni povezana z Golobovo vlado, ampak s strankami z desnega političnega pola. Pop TV je včeraj namreč objavil posnetek, v katerem davčni svetovalec Rok Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Sam naj bi Snežič vplačal za 90 000 evrov podkupnin. A ste videli posnetek? Ste ga videli, kako mu z lista, po domač povedan? Sprav, kaj, to je rekel nekdo, ki je žvižgač. Sprav, Snežiču je plačal 5000 evrov, da bi dobil posel na Darsu. In kama razupiti doktor davčnih utaj z Darsom? Očitno ima že veze, če ti lahko za podkupnino tam zrihta posel, ne? Tako sklepam. In kdo vodi Dars? Vidni član Nove Slovenije Valentin Hajdinjak, Snežič pa je dober znanec predsednika SDS Janeza Janše. In kaj na objavljene posnetke pravi vpleteni? Snežič in prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak sta očitke zavrnila. Na razkritje so se danes odzvali tudi v SDS-u in zavrnili navedbe, da ne bi Snežič sredstva pridobival za največjo opozicijsko stranko. Da vse zanikajo, ki ga poznajo. Ampak pri njem ni nič tako, kot se zdi na prvi pogled. Ima zlati Rolex na roki, ampak če mislite, da je bogat, se motite. Snežič nima nobenega premoženja. Vozi Maseratija. Če mislite, da si ga sam kupil, se motite. Avto ni njegov. In če se vam zdi, da na tistih posnetkih prejema podkupnino, to se tudi motite. To je socialna podpora, ker nima za minimalca. Mogoče se vam tudi zdi 5000 evrov malo visoka socialna podpora, ampak vi veste, koliko so zimske gume za Maseratija? Ne veste. Ne veste, koliko so. Pojmo v Ljubljano, kjer je pred kratkim razveselila otvoritev novega stanovanjskega kompleksa z imenom Schellenburg. Novice so se najbolj razveselili tisti na minimalnih prihodkih in družine na socialni, pa verjamem, da tudi Snežič. Kompleks sestavljata dva objekta. Manjši je vila Schellenburg, v kateri so stanovanja v površini do 225 kvadratnih metrov in penthouse površine 335 kvadratnih metrov. Večji objekt pa palača, v kateri je 110 stanovanj in penthouseov v velikosti od 62 do 345 kvadratnih metrov. A bi živeli tam? 300 kvadratov, to pa ni ne vem kaj. Jaz gledam stanovanja, sam hektar in več. To sem jaz, to je moj okus, jaz ne vem. Kako je pa kaj s cenami, to nas zdaj najbolj zanima. Projekt vzbuja pozornost predvsem zaradi cen stanovanj. Cenovni razpon je različen, cene na kvadratni meter pa segajo tudi do 12 000 evrov. 12 000 evrov na kvadrat, pa kaj nam pa je? Pa zakaj pa popuščamo za tak drobiž? Tak drobiž v centru prestolnice, v najlepšem mestu na svetu, ki vsak večer po 8 uri zvečer dobesedno umre, lahko v miru zaspite. Ne moram verjeti. Pa to je zastonj. Pa to je zišlo k žemeljce po tako ugodni ceni. Pa je šlo res, kaj pravi investitor? Prodano skupaj je več kot 2/3, slaba tretjina je še ostala, se prodaja vsak dan. In seveda, mogoče bo to trajalo pol leta, najkasneje v letu bomo tudi to tretjino prodali, so pa stanovanje na voljo samo še v palači. Če še niste, ne vem, kaj čakate, pejte na bankomat hitro. Ker bo zmanjkal. Pa bo jok, nismo vedeli. Kakšen pa je tipičen profil kupca teh socialnih stanovanj? Povprečen kupec je tisti, ki je uspešen, poslovnež, ali poslovni človek, ali je odvetnik, ali je zdravnik, ali katerekoli stroke, kjer je ponavadi seveda uspešen na svojem področju. Ok, zveni logično. Pač ne moreš si kupiti stanovanja, če nisi uspešen. Kje ste že to videli? To je v vseh mestih sveta. Uspešni spijo po stanovanjih, neuspešni pa po grabnih. To je logično. In iz kakšnih materialov je ta palača zgrajena? Po tako ugodni ceni stanovanj bi jaz rekel, da so kar šparali na kvaliteti. V vsakem primeru prvo je, da smo izvedli projekt z najboljšimi materiali za posamezna področja, da je seveda tehnološko in estetsko najbolj dovršen tovrstni projekt v Sloveniji, ampak jaz mislim tudi daleč naokoli. Živim na Dunaju, ampak jaz vam takega objekta na Dunaju ne znam pokazati. Še tega nam je manjkalo. Kaj da nimamo dosti problemov z migranti z juga, zdaj bo pa še Dunaj, če nam jih namenili. Kontrolo na meji z Avstrijo, prosim.
Ne boste vi nas, to je naša palača, ne vaša. Vi imejte tiste svoje podrtije dunajske. Mi imamo pa svojo palačo, okej? Saj še Janković naredi parkir do hiš od zdrav, pa smo zmagali. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.